Fantasy. Radio Fantasy. Dejma, definitivno. tako, povej malo o sebi, kako je to, iz Krškega si prišel v Velenje. Tako iz Krškega, v srednji šoli. Pa sem bil v Velenju, tudi v gimnazijo sem hodil. Pa sem šel vmes v Ljubljano eno sezono odigrati. Zdaj sem pa spet nazaj v Velenju. Koliko si star? No, mislim, 22. 22, ne zato, ker Matevž je 36. 37. 37. Moj letnik. Si že imel? Ja. Ja. Gremo, pol žive, 38. Ne, Ja. Znak se že pripravlja. kaj pa vem. No. Ne, jaz sam gre hitro. Počasi, še imamo mi cajt. Ja. Zdaj na mladih svet stoji. No, Matevž, ti kot starosta, lahko rečemo, povej kaj, glede na to, da ti si 11 let imel pauze, oziroma ne pauze, govorim samo za Velenje, si bil naokoli, drugače si pa Velenčan, otrok Velenja. Ja, res je, mislim, vsak mlad mora iti poskusiti malo tujino, da vidi, kako je to. Doma je lepo, no? Domov se je vedno lepo vrnati, ampak tujina je res tisti čar, kateri v bistvu igralec izkusi tisto, kar ti ponuja, kaj ti ponujajo klubi zunaj. Veliko te naučijo discipline, obnašanja, njihove kulture, kamorkoli greš, pač moraš sprejeti njihovo kulturo. Tako da kar neka dobra šola za naprejšnjo življenje. No. Nemčija, Zagreb, Portugalska, Celje. Ja, se mi zdi, da se kar vse poklopilo. No? Če bi zdaj rekel, a sem naredil kakšno napako pri kakšni izbiri, se mi zdi, da ne. Če tudi mal greš s poti, no? Če bi lahko temu tako rekel, če kak klub pač napačno izbereš, ti ne gre glih po željah, ampak se mi zdi, da vedno so pol je vedno pol neka prava pot na koncu. Ne? Vse se je nekako poklopilo, tudi tisto, ne vem, ko sem rekel, da sem šel v Nemčijo, pa nisem zbral glih ta pravega kluba, ampak potem se je odprlo tisto z Zagrebom, pa z reprezentanco, pa medalja z reprezentanco, tako da moram reči, da zaenkrat je tisto, kar sem si jaz vedno želel, no? Da sem šel v pravi smeri. Je to. Boš sledil ti? Bomo videli. Čakaj, jaz imam eno vprašanje. Zdaj, Matevž, ti si podaljšal, ba je kar za 2 sezoni, ne? Ja. Kaj pa ta mlajši, ba je, da pogodbico so ti že dali, ampak nekako podpisa še ni z tvoje strani. Ja, res je. Sem rekel klubu, da bi še malo počakal, no, da vidim, če prije tako, ko je za Matevža prišla enkrat ponudba za tujino, če tudi za mene kaj pride. Ampak tako, kot sem rekel tudi našem športnem direktorju, če ne bo prišla, ne bom nič na silo iskal in bom podpisal. Odlično. Torej si želiš v tujino? Ja, ampak tudi ne za vsako ceno. Ne za vsako ceno. Ja. Zdaj, jutri pride pa tujina k nam. Res je? To je treba Švedi. povedati, ker vidva sta tukaj z namenom, da zreklamiramo jutrišnjo tekmo. Švedi prihajajo, ne? Tako je. Ja, res je, zdaj smo v taki situaciji, da moramo zmagati. Ne glede na to, kar se bo razpletlo na drugi tekmi, bomo potrebovali pomoč s tribun, tako da, ker imam to priliko, da jo izkoristim, pa povabim res vse naše zveste navijače, tudi druge navijače, ki so privrženci in podporniki rokometa, da pridejo, nas podprejo, da napolnimo rdečo dvorano, da tudi Švede presenetimo na tak način. Je lažje igrati in jaz bi res lepo prosil, da pridejo navijači in podprejo čim večje možnem število. In tam bomo tudi mi. Seveda, jutri je tekma 18:45, to je treba povedati. Ne? Ja. Smo še skupaj čez nekaj trenutkov in tukaj je tudi potrditev, kar je zdaj Matevž povedal, zakaj je rdeča dvorana navijaško rdeča, ker je ognjevita, ne? Ok, torej jutri igramo Velenje proti Švedom, proti kateri ekipi, Šuši? Joj, ne vem. No, daj, Matevž, pomagaj. Sevehof. Ja, bravo, en aplavz za Šuši, bravo. Ja, zdaj ura je 9:30, ne, rekla si, vprašala bom fanta, za tiste, ki niste slučajno prejle poslušali, ste se ravno konektali, imamo Matevža Skoka in Petra Šiška iz Velenjskega rokometnega kluba pri nas v gosteh. Dobro jutro, še enkrat obema. Dobro jutro. Matevž, zakaj si ti tako zadržan? Gledaš televizijo, da je easy. Novice pa to. Sploh to. Dolgo nisem bil na radiju. Teh novic sploh ne gledati. To pač mora biti radi reda, ampak drugače pa novice, ki jih imamo mi zapovedati, je to, da jutri igrate s Švedi v rdeči dvorani in da
dejansko vabimo vse podpornike rokometa, da se oglasijo na tekmo, tudi že na dogajanje pred tekmo. Uro prej smo tam. Ne? Tako, uro prej smo tam tudi ekipa Radia Fantasy, medtem ko navijali bomo pa potem 18:45 za vas, ker to je tekma, ki jo morate zmagati. Res je. Ja, to je itak, Matevž prišel, sem rekel, kaj pa drugega, ne? Ja, mislim, ne bi bilo zdaj fajn, da prijem sem pa rečem, bomo pa zgubili. Mislim, vse kot športnik pa vse gremo z namenom, da zmagamo, da pokažemo, da v bistvu ta dva poraza, ki sta bila na zadnje v Evropi, da je bilo to glih res nekak slučaj, da smo zgubili, pač da nismo odigrali, nismo imeli svojega dne, zgubili pač... Pa se izgubili ste za zelo majhno razliko. Ja, se glih to, enkrat je bil en gol. Obakrat je bil. Ja. In na isti način, tako da celo tekmo smo vodili boljši od nasprotnika, na koncu pa res nesrečno. Matevž, ziher si bil ti kriv. Ti si ko zapiraš vrata nasprotniku. Ja, res je, mislim, kot najstarejši, kot najbolj izkušen, definitivno prevzemam odgovornost za poraze. Vedno rečem, da sem lahko boljši, ne glede na to, kakšno predstavo prikažem, poskušam biti najboljši, dati zgled igralcem mlajšim, da ko bodo oni prišli v moja leta, da bodo tudi oni prevzeli odgovornost, pa da bo tem mlajšim laže. Poslušaš, Peter? Zdaj je tudi tako, da ti v bistvu postajaš nosilc ekipe, ne? Zdaj, ali je to za tebe breme, ali je to za tebe prednost? Pa ne bi rekel, da je glih breme. To je, skozi leta sem se navadil, da je pač to način življenja, ne? Šport, vse prevzemanje odgovornosti, naučiš se to z leti, z opazovanjem starejših. Tudi jaz sem bil enkrat mlad, pa sem se učil, tako da vse tisto, kar sem se naučil, poskušam prenašati na mlajše igralce, zdaj pa jaz upam, da bo je to... Peter, ti bo šel pa po njegovih stopinjah. Ja, v veliki meri to prevzeli. No. Zdaj le, Matevž, ti si bil 87 nastopov za slovensko reprezentanco. Bil si tudi v Franciji, ko je padla bronasta medalja. Res je. Ne? Zdaj pri tebi, Peter, pa diši po reprezentanci. Berem tam, da je širok nabor in si tu zraven v nekem spisku. Koliko ti je, če bi prišel še do tja, do reprezentance? Kakšna želja? Pa sigurno, mislim, se vsakem mladem športniku, kot trenera, kakršen koli šport, ima željo enkrat zastopati svojo državo, tako da tudi pri meni ni nič drugače. Lepo. To je tak politični odgovor. Politični odgovor, ampak tak je dal odgovor tudi pri podaljšanju pogodbe, ne, a veš? Tako da politika očitno ima neke prste tu zraven. Ne za vsako ceno, ne, to če se spomnim. Po očetu. Po očetu. Dobre. Lepo te je naučil, kot te tudi Matevž zdaj uči, ne, kot starosta, ne, rokometnih prijemov. Jutri je torej tekma, Švedi, Šuši, proti kom igramo? Pa joj, no, s Sevenhof. Blizu. Vsakič boljši. Ja. Še moramo enkrat ponoviti. Tako da, ja, 18:45 je vem, da so Švedi. A misliš, da bojo Švedinje tudi prišle? A veš, pač malo... To ti Perota vpraši, ne zdaj Matevža sprašvati. Ja, nisem že poročen, pa vse tako, da gledaš lahka, meni tudi gledaš, kljub temu, da si vegetarijanc. A ti pa tudi ne. Mi, Matevž, pa taki starejši, lahko sam koledarje gledamo na steni, ne? Ja. Ne bi se brali nikaga novega, glede na to, da bo zdaj novo leto, pa januar, tako da unga starega bomo mogli dol. Da je pol šank debato, tole pa dobro. A bi pa mogoče vi fantje naredili kak... Smo že. Koledar, ja ste že unga oblečenga. Ne. Ja, smo tudi takega, malo bolj toplega. Ne vem, ni prišel še do mene. Sam je to res bil vintage, pa star, to je... Ga imam še pa vedno shranjenega doma. Je bilo pa zanimivo. No, bil sem pa celo, mislim, mlajši od Šiško, tako smo posneli to. No, torej, čas je za nekaj novega. Vroča luda glava. Da ne bomo šli iz... Tako. Kot je vroče zdaj kar naenkrat postalo, vidim tukaj v studiu, ne, s to tematiko, tak naj bo vroče jutri, 18:45. Povejte, vabilo, vsak po svoje. Evo, Peter, dam ti. No, daj, Peter. Povab. Ja, vabim vse naše navijače, da se nam pridružijo v Rdeči dvorani in nam pomagajo na zelo pomembni tekmi, da zmagamo in se uvrstimo v nadaljni del Evropske lige. Ni to nek pozdrav švedski, hejdo. No, pa ne bomo zdaj Švede pozdravljali. Nekaj moramo vedeti, ne, da jih pozdravimo, ko pride, pa da jih premagamo. No, daj še ti, Matevž. Ne vem, se pravim, tako je rekel Peter, ne pridejo v čim večjem številu, no, da
da bomo na koncu rekli, da noben ni več mogel kupiti karte, ne, da bo res Rdeča dvorana gorela, pa da se bojo, pa da se bojo Švedi malo strašili, no, tudi glede na navijanja. Tega našega rahlo-balkanskega temperamenta. Pred samo tekmo se bomo učili navijanja tudi z ekipo Radia Fantasy pred Rdečo dvorano, tako da vabim tudi seveda šaleške graščake, da pridejo tudi kakšno uro prej in nam pokažejo vse trike navijanja. Naj ne zamujajo. Da bomo potem v dvorani lahko spodbudili naše rokometaše, da pridejo do svoje zelo zaželene zmage. Ok, Matej Skok in Peter Šiško, hvala za obisk, pa držimo pesti jutr, da padajo Švedi, ne? Hvala vam. Hvala. Metejte, čau, adijo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.